Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije in evropski poslanec. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala lepa za vabilo. Tudi tukaj se bova tikala, ne? Pa sedajva. Ja. Pojdiva najprej k temi tedna, torej k KNOVS-u. Štirje poslanci Nove Slovenije naj bi bili ovadeni zaradi nadzora na policiji. Vi sploh ovadbe še niste videli, niste dobili. Kaj naj bi počeli, česar ne bi smeli? Nič. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v kratici KNOVS je opravila svoje delo, za kar je ustanovljena in kar mora početi. To pa je nadzorovati varnostne in obveščevalne službe. In komisija, ki jo vodi Janez Žakelj in v kateri sem bil tudi jaz član, je v letu 2023 opravila en nenapovedan nadzor na policiji, ki je bil popolnoma rutinski, v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, kar pomeni, da je bila nadzorna skupina mešano sestavljena, dva opozicija, dva koalicija in sprejeti so bili vsi potrebni akti za to, da je bil nadzor lahko opravljen. Je ta nadzor opravila. In pri tem nadzoru ni imela niti policija nobenih pripomb na izvedeno delo, niti dva koalicijska poslanca. Skratka, profesionalno delano delo, nadzor opravljen in tukaj je bila takrat zgodba zaključena. Problem je pa nastal kasneje, ker so iz policije odtekali podatki in 5 mesecev po tem nadzoru se ni zgodilo nič. Tik pred evropskimi volitvami, to je bilo aprila leta 2024, je pa na vladnem portalu necenzurirano prišel članek, češ, da smo v Novi Sloveniji vohljali za tem, ali policija nadzoruje in prisluškuje našim članom, kar je seveda absolutno ni resnica, ampak smo v skladu z zakonom opravljali svoje naloge. In v skladu s parlamentarno prakso, to se že leta izvaja, pravzaprav kar obstaja. Ja, zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb v 33. členu omogoča vsem državljanom, tudi članom Nove Slovenije, da komisijo zaprosijo, da preveri, ali se jim nezakonito prisluškuje. In hkrati ima po tem istem zakonu tudi policija 27. člen možnost, da vkolikor bi takšen nadzor ogrozil kakršnokoli preiskavo, da takšen nadzor lahko odloži. In policija seveda tega ni uporabila, ker je bil naš nadzor opravljen profesionalno in ni ničesar ogrožil. In tukaj je treba jasno povedati, da tudi člani Nove Slovenije, ki so se pojavljali v različnih zgodbah, imajo seveda legitimno pravico, da zaprosijo komisijo, da preveri, ali se jim res nezakonito prisluškuje, in zakon jih ne izključuje. In zato, kot sem rekel, vse stvari so bile narejene zakonito in v skladu s parlamentarno prakso. Seveda pa po stari navadi je spletkarji Svobode ta nadzor zdaj uporabljajo predvsem za pregon opozicije, kar je, mislim, za neko demokratično državo absolutno nesprejemljivo, nevideno. Vi nimate danes nobene evropske države, članice Evropske unije, kjer bi policija na podlagi zahtev vladajočih preganjala parlamentarne nadzornike. Po vseh evropskih dokumentih je civilni parlamentarni nadzor eden izmed temeljev vsake demokracije. Tako da po tej plati Slovenija res drvi v neko represijo in vse bolj postajamo podobni Putinovi Rusiji, kjer se opozicijo preganja zato, ker učinkovito gleda pod prste vladi. Pa pravzaprav uporablja orodje, ki je dano, ne? Ker ta parlamentarni nadzor je posebej namenjen opoziciji. Opozicija ima podlago, se pravi, da je večino ima opozicija v tej komisiji. Seveda, ta komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je sestavljena na poseben način. Zakon veleva, da mora imeti v tej komisiji večino opozicija. Ravno zato, da lahko učinkovito nadzoruje koalicijo oziroma v tem primeru vlado in tudi učinkovito lahko sprejema sklepe. To je standard, evropski standard ravnovesij moči med posameznimi vejami oblasti. In tukaj Slovenija ima vsekakor evropsko primerljivo zakonodajo in tudi na takšen način je naša komisija sestavljena. In kot sva danes že večkrat omenila, ta komisija je svoje delo opravila zakonito.
na način, kot so bili v preteklosti nadzori že opravljeni. Tako da edina stvar, ki preseneča, je, da je bila policija zlorabljena in da je bil ta nadzor zlorabljen za pregon parlamentarnih nadzornikov. To pa je zaskrbljujoče, ker kot so nekateri napisali, kdo bo potem še učinkovito nadziral policijo in varnostne organe, če bodo komisije za svoje delo kazensko preganjane. Tudi to odtekanje informacije, ki si ga tudi ti omenil, oziroma tudi, da ste pravzaprav vi štirje za ovadbo izvedeli iz medijev, ne? Pa nihče se kaj dosti ne ukvarja s tem, ne? Mislim, da je to zgolj odraz tega, kako je dejansko spolitizirana slovenska policija. Po tistih slavnih besedah, da bo Robert Golob depolitiziral policijo in na nek način še bolj jo politiziral, in kar je resnično me šokira, kako servilno je sedanje vodstvo policije do oblasti in kako tudi policisti dovolijo, da se jih zlorablja za politične obračune. Pa tudi to, ne, da je pravzaprav polovica poslanske skupine ovadena, ne, neke opozicijske poslanske skupine, je tudi kar zgovoren podatek, plus omenjal si, da sta bila na nadzoru 2 koalicijska poslanca, ki nista ovadena. Na nadzoru smo bili 4 poslanci, od teh 4 poslancev sva ovadena samo opozicijska poslanca, ne pa tudi koalicijska. Hkrati sta pa ovadena tudi 2 poslanca, ki na nadzoru sploh nista bila, sta pa člana komisije. Tako da, če pa to seštejete v številkah, ja, polovica poslanske skupine Nove Slovenije je po poročilih medijev ovadena. Jaz mislim, da takšnih stvari se celo Putin ne privošči v Rusiji. Zdaj najprej morate seveda dobiti kazensko ovadbo. Kaj bodo potem naslednji koraki, glede na to, da se zdaj v izvajanju sklicuješ na razne mednarodne konvencije, verjetno se bo iskalo neke vzvode tudi zunaj Slovenije. Jaz seveda pričakujem, da v normalni državi bi morala takšna ovadba biti zavržena. In to bi bil edini normalen, demokratičen, evropski pristop slovenskega tožilstva, da takšno politično motivirano kazensko ovadbo enostavno zavrže, ker ni nobenih dokazov, nobenih tehtnih argumentov, skratka, skregano z vso logiko, da so 4 poslanci, polovica poslanske skupine ovadena zato, ker je opravljala svoje delo. Je Knovs res razlog, da se boš umaknil z mesta predsednika Nove Slovenije? Vsekakor ne. Je pa to zanimiv medijski spin. Tudi če zdaj pogledate umeščenost, kdaj je zdaj ta zgodba o tako imenovanih 4 ovadenih poslancih Nove Slovenije prišla ven. Kot sem rekel, prvič se je ta zgodba pojavila 5 mesecev po opravljenem nadzoru, tik pred evropskimi volitvami, ko so želeli predvsem Novo Slovenijo oslabiti na evropskih volitvah. Zdaj je ta zadeva prišla ven v času, ko se pogovarjamo o obrambnih izdatkih, o referendumu, o povečanih obrambnih izdatkih, o krizi, ki jo ima na nek način neka vladna koalicija, in vladni svobodini spletkarji so pač želeli to temo uporabiti za preusmeritev pozornosti stran od njihovih problemov in težav. Tako da jaz pričakujem, da seveda bodo te stvari tudi previdno temperali v prihodnosti, da bo zadeva vedno prišla ven takrat, ko bo za njih koristna. Kaj pa je potem ključni razlog, si morda tehtal obe funkciji, torej predsednika Nove Slovenije in evropskega poslanca, pa je mogoče bil to ključen razlog za takšno odločitev ali presojo? Moja ocena je, in mislim, da sem to tudi dokazal v tem zadnjem letu, da se da hkrati upravljati tako mesto in pozicijo predsednika stranke, kot tudi evropskega poslanca. Mislim, da je stranka v tem letu, ko sem bil v Evropskem parlamentu, delovala nemoteno, bila aktivna, bila angažirana, imela jasna stališča in bila tudi močno prisotna v slovenski javnosti. Tako da tukaj mislim, da je jasen dokaz, da se da oboje hkrati delati, seveda pa to od človeka terja ogromno angažmaja, ogromno volje, časa
in seveda tudi precej odrekan, ampak da se. Moja odločitev, da jeseni ne kandidiram več na kongresu stranke, je bila vsebinske narave in nima ničesar s tistim, kar sva obdelovala v začetku tega najinega pogovora v zvezi z KNOVS zadevami, ničesar. Ima pa veliko, kar se tiče same prihodnosti stranke. Na neki način je bila moja ocena, da obstajajo razlike v viziji prihodnjega delovanja stranke, in če je neka večina, ki razmišlja, da ta moja pot ni najbolj optimalna, potem se mi seveda zdi ključno, da odprem to možnost, da odprem to priložnost, da se vodstvo stranke osveži in gre v smeri, ki se jo večina v stranki tudi želi. Mogoče tudi odpreš prostor na desni strani oziroma možnost za neko povezovanje, krepitev? Jaz sem bil vedno odprt za povezovanje na desni strani, zelo sem ga spodbujal, vedno sem javno govoril, da si Slovenija ne more privoščiti še enega mandata Golobove vlade, da nujno potrebujemo desno-sredinsko vlado in da v tej vladi vidim Novo Slovenijo, vidim SDS, Demokrate in vse ostale, ki so na tej sceni. Tako da to je bilo vedno moja želja in hotenje. Glede na to pa, da so se v zadnjem obdobju seveda pojavile tudi javnomnenjske raziskave, ki so nakazovale, da je takšna koalicija Nove Slovenije, SDS-a in Demokratov možna in da celo imamo sami večino za takšno koalicijo, potem jaz seveda nisem hotel biti neka ovira za nastanek take potencialne koalicije, in tukaj je treba vedno v ospredje dati dobrobit Slovenije, ne pa svoja osebna neka razmišljanja. Na kaj si pa najbolj ponosen v teh 7 letih na vrhu stranke? Kaj ocenjuješ kot svoj ključni uspeh stranke? Zagotovo se je v tem času Nova Slovenija utrdila kot resna politična sila, na katero je potrebno računati. V tem sklicu parlamenta je tretja najmočnejša politična sila. V teh mojih 7 letih smo bili v vladi. Jaz mislim, da se je ekipa Nove Slovenije v vladi zelo izkazala. Dokazali smo, da znamo in zmoremo, da zmoremo potiskati naprej tudi najbolj zahtevne projekte, tudi stvari, ki so se jih predhodniki na široko izogibali, in na koncu koncev imeli smo tudi zelo konkretne rezultate, ki so vidni še danes. Potem na zadnjih lokalnih volitvah je stranka dosegla rekord, zgodovinski rekord od ustanovitve dalje, po številu županov in tudi po številu občinskih svetnikov. Jaz mislim, da to kaže tudi na neko trdnost, neko zavezanost Nove Slovenije v vseh občinah, skratka, da smo lokalno zelo prisotna stranka. In tudi v materialnem smislu je stranka pod mojim vodstvom poslovala solidno. Smo praktično brez dolgov. V teh letih bomo odplačali prostore, kjer je sedež stranke, šlo je za milijonsko investicijo in na takšen način mojim naslednikom zagotovili tudi neko materialno varnost in stabilnost. Skratka, pod črto, ko stvari potegnem, se nimam česa očitati in mislim, da sem zadovoljen z opravljenim delom. Kaj pa ti očitki, da je stranka mogoče prepogosto menjavala, spreminjala stališča? Kako odgovarjaš na to? Ja, te očitke sem zdaj bral v nekaterih komentarjih po tej moji najavi, se pa z njimi ne strinjam, ker če vi pogledate stališča in pozicije stranke v temeljnih vsebinskih zadevah, je stranka pod mojim vodstvom bila stabilna, ni stališč spreminjala in bila je zelo jasna. Začenši z veseljem do življenja, v nadaljevanju tudi do odnosa do polpretekle zgodovine. Tukaj stranka ni nikoli spreminjala stališč in imela vedno zelo jasno linijo. Pri ekonomskih vprašanjih smo bili vedno stranka gospodarstva, razuma, stranka delovnih ljudi, da se mora dela splačati. Pri vprašanjih in zdravstvenih izzivih prav tako, tako da v vseh temeljnih vprašanjih stranka pod mojim vodstvom ni spreminjala in ni menjala stališč, ampak smo jih negovali, na njih
vztrajali in krepili. To, kar pa iz česar pa izhajajo očitki, so pa nianse. Nianse, da smo kakšno stvar nekoliko bolj poudarili, morda tudi opozorili na nekatere stvari, na katere, kar v preteklosti ni bilo značilno za Novo Slovenijo, se zelo jasno postavili za našo samostojnost in neodvisnost, da mi pač delujemo tako, kot mislimo, da je prav, in ne, da smo pod patronatom kogarkoli. Seveda pa so bile te stvari potem zelo hitro interpretirane drugače in tako naprej. Verjemite pa mi, da vse stvari, ki sem jih v teh 7 letih počel, sem jih počel z enim preprostim namenom, zato da bi stranka napredovala, da bi stranka rasla, ker se mi zdi enostavno neverjetno, da takšna stranka, kot je Nova Slovenija, kadrovsko močna, vsebinsko močna, da nima več priložnosti v tem slovenskem političnem prostoru. Zdaj te čakajo še 4 leta mandata v Evropskem parlamentu, se pa tudi že po enem letu kar pozna, da ima v Evropski komisiji večino EPP. Prišlo je do premikov pri temah, ki so precej zatresle Evrope, predvsem imam tukaj v mislih migracijsko pa zeleno politiko. So tudi ti premiki pa ta odločnost mogoče razlog za to nedavno nezaupnico komisiji? Jaz sem zadovoljen, da so spremembe vidne in da se poznajo. Seveda pa to sproža različne reakcije in tudi nezadovoljstvo na eni ali na drugi strani. Zdaj, v trenutni situaciji smo se znašli pod napadom in pritiskom z obeh strani. Skrajna desna stran je vložila predlog za nezaupnico zoper komisijo, na levi strani pa grozijo z različnimi aktivnostmi zaradi tega, ker ta komisija dela zeleni prehod razumen, bolj prijazen do gospodarstva, bolj prijazen ekonomiji, da bomo kot narod, kot skupnost lahko na dolgi rok v tej globalni tekmi tudi preživeli. In pod takimi pritiski se je znašla ta Evropska komisija, Evropski parlament in evropske institucije zaradi tega, ker Evropski krščanski demokrati uresničujemo tisto, kar smo obljubljali na volitvah. Na volitvah smo dejali, da želimo narediti zeleni prehod razumen, da bomo na dolgi rok preživeli, in to zdaj počnemo. Zato je nezadovoljna progresivna ali pa levičarska stran. Obljubili smo tudi drugačen, trši pristop pri migracijah. To tudi zdaj uresničujemo. Hkrati, bi rekel, je nezadovoljna stran leva stran, ne. In hkrati pa tudi skrbimo za to, da bo Evropa varnejša, da ne bo odvisna od Amerike in da bomo lahko skrbeli za svojo lastno varnost. Tukaj pa pač so nezadovoljna nekatera skrajna desničarska gibanja. Tako da na teh 3 ključnih elementih so vidni premiki naprej in se pozna, da je večina v Evropski komisiji drugačna in tudi v Evropskem parlamentu se pozna drugačna večina oziroma drugačna sestava Evropskega parlamenta. Kaj pa je ključna poanta te trše migracijske politike in kdaj predvsem bo to vidno v vsakdanjem življenju, zlasti tudi pri državah, ki so najbolj na udaru? Jaz upam, da čim prej. Evropska komisija je povedala svoje, Evropski parlament tudi. Zdaj čakamo še na odziv držav članic Evropske unije. Ravno danes smo imeli odbor za zadeve Evropske unije, kjer smo obravnavali tako imenovano uredbo o vračanju državljanov tretjih držav. In glavna poanta teh dokumentov je, da bi pospešili vračanje nezakonitih migrantov, da bi skrajšali same postopke, da bi onemogočili samo izigravanje, da bi omogočili pridržanje potencialno nevarnih nezakonitih migrantov in kar je ključen element, da bi odločbo o izgonu nekega nezakonitega migranta priznavale vse države članice Evropske unije, če bi bila nekaj sprejeta. Torej, če bi v Nemčiji sprejeli neko odločbo, da je potreba nekoga izgnati, bi to veljalo tudi v Sloveniji in obratno, če bi sprejeli v Sloveniji, bi to veljalo tudi za Nemčijo. Meni se zdi to
temeljna stvar teh novosti, ki jih je predstavila Evropska komisija, ker moramo mi dati zelo jasno sporočilo po liniji navzdol, od tam, kjer prihajajo nezakoniti migranti, da če boš v Evropsko unijo prišel nezakonito, boš vrnen nazaj. In šele za takšnim medsebojnim priznavanjem teh odločb bi lahko bili učinkoviti pri vračanju. Ne, da nekdo dobi odločbo, da ga vrnejo, potem pa prebegne v neko drugo državo, ne, dobi odločbo v Nemčiji, da ga vrnejo nazaj, potem pa pride v Slovenijo in se postopek še enkrat znova začne. In jaz moram reči, da sem bil zelo presenečen in to negativno presenečen, da je bilo stališče slovenske vlade, da niso naklonjeni medsebojnemu priznavanju odločb o izgonu. Jaz sem to stvar problematiziral, tudi to glasovanje danes na odboru za Evropske unije je bilo zelo zanimivo, zelo tesno, 8-7, kar je nenavadno za ta odbor, ampak tukaj se kaže, da je pač stališče slovenske vlade napačno, ker ne daje pravega sporočila od sebe, da v Evropsko unijo nezakonito enostavno ne moreš priti. Skratka, tukaj je zdaj zanimiva situacija, da evropske institucije vodijo zadevo v pravo smer, je pa Slovenija zdaj na strani tistih držav, slovenska vlada, ki to zadevo nekoliko zavira. Upam in želim si lahko samo, da jih bo srečala pamet. Še ena taka aktivistična cvetka prejšnjega mandata, tudi ti si omenil zeleni prehod. Precej absurdna je pravzaprav ta prepoved, da bi tako rekoč v kratkem prenehali prodajati vozila na dizelski in bencinski motor. Zdaj se to nekoliko mehča, ne? Ja, to je bila ena izmed tistih norosti brezglavega zelenega prehoda. Ampak zelo dobro ponazori te skrajnosti, ne? Zelo dobro ponazori, kjer je bila bistvena parola, ne pa toliko rezultat. Se pravi, rezultat mislim v smislu dejanskega zmanjšanja CO2 izpustov, ampak zgolj parola, prepovedali bomo umazana vozila na dizel in bencin. To je bila zgodba prejšnjega mandata. Moja poslanska skupina Evropskih krščanskih demokratov se pa zavzema za tehnološko nevtralnost, kar pomeni, da mi postavimo neke cilje za izpuste, potem pa ni stvar Evropske unije, da določa, kako bo nek avto to dosegel. In poleg tega, da se v te izpuste izračunajo vse stvari. Recimo, če pogledava električni avto, je morda vtis, da je res čist in da nima nobenih izpustov, ampak se pozablja ob tem, da je proizvodnja precej umazana in nenazadnje tudi elektrika, s katerim se polni ta avto, je lahko proizvedena na umazan način. V termoelektrarnah ali še s kakšno bolj umazano proizvodnjo. Skratka, je potem lahko končen izpust celo morda večji, kot pa pri bencinskih in dizelskih motorjih. In tukaj je zdaj naša pozicija, kar se tiče Evropskih krščanskih demokratov, jasna, bila izglasovana in potrjena. To je, da je to prepoved proizvodnje motorjev z notranjim izgorevanjem po letu 2035 potrebno odpraviti, oziroma po domače povedano, da je treba uvesti tehnološko nevtralnost. In po domače povedano, da je treba odpraviti prepoved proizvajanja dizlov in bencinarjev, to pa seveda pomeni uveljaviti tehnološko nevtralnost. Zdaj čakamo, da bo te stvari v prakso spravila še Evropska komisija. Seveda z velikim odporom, zlasti zelenih levih gibanj, ampak jaz mislim, da to je edina normalna stvar, ker bi bilo res škandalozno, da bi se streljali v koleno pri industriji in tehniki, kjer je Evropska unija res svetovna velesila. Mi smo najboljši proizvajalci dizlov in bencinarjev, medtem ko smo pa že davno zaostali za proizvajalci električnih vozil. Zdaj, pri obnovljivih virih si ti tudi med zagovorniki tistih, ki pravijo, da se v ta sklop vključuje tudi jedrska energija. Absolutno. In to iz popolnoma, zdravorazumskega pristopa. Jaz sem zato, da se zmanjšajo izpusti CO2. Sem pa zato, da se to naredi na način, da bomo še vedno imeli zagotovljeno električno energijo, da ne bomo imeli električnih redukcij oziroma izpadov. Nedavno smo imeli v Španiji kongres
naše politične družine in je bil to dan, ko se je zgodil električni mrk. Električni mrk se je pa zgodil na dan, ko je bilo ogromno sonca in ogromno vetra, kar pomeni, da je bilo ogromno električne energije iz sončnih panelov in iz vetrnic. In ker električni sistem ni mogel, po domače povedano, požreti vsega tega navala energije in na nek način zbalansirati frekvenco, je vse skupaj izpadlo ven. Govorim to zato, ker želim opozoriti tudi na stran poti vse te histerije za obnovljive vire, ker na drugi strani je treba zagotoviti tudi neko stabilnost in stabilnost pa zagotavlja jedrska energija. Praktično jedrska energija deluje v vseh vremenih, podnevi in ponoči in zagotavlja stalen vir, hkrati pa ne povzroča CO2 izpustov. In jaz mislim, da to je tista ta prava kombinacija obnovljivih virov energije in jedrske energije, ki jo Evropa in tudi Slovenija potrebuje za prihodnost. In tukaj si kot poslanec zelo prizadevam, da tudi podpiramo razne te nove raziskave in nove razvojne projekte za dodatno izboljšanje jedrske tehnologije, za uvajanje teh manjših modularnih jedrskih reaktorjev, kar pomeni, da to ne gre več za tako glomazno investicijo, ampak se jo lahko tudi privoščijo manjši igralci na sceni, ki potrebujejo večjo količino energije. Tukaj je vsekakor prihodnost in v tej smeri bo potrebno iti zaradi tega, da bodo naše luči svetile tudi v prihodnost. Kje te bomo zdaj naprej videli v Evropskem parlamentu zagotovo, pa kaj pa po jeseni? Bolj na politični, bolj na domači, še vedno bolj na evropski sceni? Do kongresa, ko vodim stranko, me lahko seveda pričakujete, da bom polno vpet še vedno v slovensko notranjo politiko, se bom redno odzival, tudi aktivno sodeloval pri sprejemanju vseh odločitev, ki jih stranka potem naznani in tudi realizira v Slovenskem državnem zboru, tako da tukaj sem še vedno polno vpet. Po kongresu bo pa to predvsem dolžnost novega vodstva, sam se bom pa nekoliko intenzivneje še dodatno posvetil evropskim temam, evropskim vprašanjem. Boš pa v petkih še vedno na odboru za evropske zadeve, po moje eden redkih ali celo edini evropski poslanec, ki redno obiskuje ta odbor? Ja, glede na udeležbo sem kar bolj kot ne edini. Se mi pa zdi, da je to enkratna priložnost, da povezuješ slovenske interese z evropskimi in na nek način tudi soodločaš, sovplivaš na to, kakšna bodo slovenska stališča v Evropi. Ker je recimo prav današnji primer tega odbora zadev Evropske unije, ki sem se ga udeležil, je, da eno stvar, ki smo jo dobro sprejeli v Evropskem parlamentu, lahko zdaj pokvarijo države članice. In je tudi moja naloga, da sovplivam pri tem, da bi bilo tudi stališče Slovenije tako, da bi šle stvari v pravo smer. Tako da meni se zdi to dobra komplementarna stvar, hkrati pa še vedno ohranjam stik z mojimi kolegi v državnem zboru, kar pa se mi tudi zdi fantastično. Tako da me seveda lahko še vedno o petkih pričakujete tudi v državnem zboru. Najlepša hvala, Matej, za ta pogovor. Srečno ti želim. Ja, hvala tudi tebi za priložnost. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.